Dajva, najprej vzeti orodja manifestacije, okej? V bistvu, če gledamo denar, ker smo, saj vemo, ne, da smo na tečaju denarni reiki pa tako naprej, moraš nekaj vedeti. Denar, ki se sproducira, ni v osnovi to končni cilj. Ljudje se ful velikokrat, recimo, ko govorijo o manifestaciji, torej o sami manifestaciji, je ful velikokrat, veš, govora o tem, denar, 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 cilj denar, pa kaj se z denarjem naredi. Ampak ljudje božji, daj malo brainstormi z mano. V resnici denar, ki ga ti dobiš od nečesa, je posledica manifestacijskih korakov, ki so prej. Ko se ti z nekom nekaj zmeniš, mu nekaj prodaš, se mu predstaviš neke tvoje energije in manifestacijskega premika. In ful velikokrat ljudje, evo ti trik, ful velikokrat ljudje, ki manifestirajo, tudi meditirajo na temo denarja, je to fokus meditacij. Vidiš, da denar pada dol z neba, denar prihaja, denar prihaja, denar prihaja. Ne pravim, da je to karkoli narobe, ampak ful je ta res odgovorna energija na denarju. Prav denar kot pojem, denar kot sredstvo in vse je denar, denar, denar. In če se denar ne odziva, je pol frustracija glede denarja, probati manifestacijsko podpreti denar, cash flow, bi lahko tudi temu rekli, in potem se dajmo mi v meditacijah ukvarjati s tem. Ampak v osnovi manifestacijska energija ni tukaj, denar je samo posledica. Koliko mu ljudje dajejo veljave konkretnemu onemu končnemu cilju, ki se odrazi kot denar in se energijsko samo s tem dela, ampak kaj pa, če je kaj narobe prej? Če je pa nekaj v manifestacijskem procesu narobe in je potem posledica seveda to, da ni denarja, in se ti s temi koraki prej ne ukvarjaš, džabe tebi to meditiranje. Zaradi mene lahko ti meditiraš 355 ur na dan, ljudje božji. Ne bo šlo. Včasih je dobro denar kar umakniti iz enačbe. A veš? Se sploh ne ukvarjati z njim, sploh ga ne manifestirati, sploh ga ne priklicevati, ampak delati to, kar bom zdaj ti jaz povedala, orodja manifestacije. Prosim, verjemi, ko ti rečem, res ti hočem dobro, majke mi, da to tako deluje. To se velikim ljudem dogaja. Denar, moram plačati to, do tega pa tega datuma. Pej gremo do tega, kaj skreira denar. Pa dajmo za drugo stopnjo denar dati kar malo na stran. Pa vam garantiram, da bo pol rezultat tega denar. Ampak to osebno veljavo, na katero še na to amigdalo damo, pa ta krč, bilo pa dobro, da malo umaknemo. In to naredimo z orodji manifestacije. Okej? Torej, ful močne stvari, ki vodijo posledično do denarja, so kaj v našem svetu? Manifestacijsko, ljudje. Dajte brainstormati skupaj z mano. Vse oblike komunikacije. To je številka 1 za denar. Okej? Telefoni, računalniki, socialna omrežja, spletne strani, vizitke, tiskovine in tako dalje. Oblike komunikacije so nekaj, kar distribuira tvoje življenjsko poslanstvo. Do življenjskega poslanstva še pridem. In kaj ima to veze z denarjem in kariero? Kar dosti. Ampak dovolite mi, da najprej pogledam ta podjetniško plat tega, okej? Če ti v reiki aktivacijo vkomponiraš namenski simbol, ki more vzpostaviti neko energijo nečesa, potem bo posledica tega denar.
Ali imaš dovolj finančnih težav, ali imaš dovolj tega, da ti govorijo, da moraš biti skromen, skromna, pa si ne želeti stvari, hkrati pa v sebi čutiš, da tvoja duša si jih pa želi in da je to dejstvo. In denar je velikokrat ni bistvo življenja, absolutno ne, je pa velikokrat zelo dobra podpora in življenjskemu poslanstvu in tvojim željam. In predstavljaj si, da združiš zelo močne energije, energije reikija in denar. In da se naučiš principov, kjer lahko spustiš vsa ta težavna prepričanja, pa ta mučenja glede denarja in še in še. Sem reiki mojstrica, Kristi Žmahar in jaz ti bom pri tem pomagala. Pokazala ti bom prav posebne simbole iz reikija, principe manifestiranja, ki so čisto na novo skanalizirani v objemu reikija z namero, da se podpreš finančno in seveda tudi posledično v življenjskem poslanstvu. Ampak imam samo še nekaj prostih mest, zato hitro naklikaj povezavo in se te veselim.